zato, da boste že zdaj dobili malo občutek, da se lahko tudi pol kasneje, ko boste Nika pa Urban tukaj zavzela oder, da lahko tudi pol kaj rečete, bomo že zdaj začeli tako, da boste tudi vi kaj rekli. In sicer sem si zamislila eno tako igro nasproti ali pa nasprotovanj, ker zdaj to predvolilno obdobje in ta soočenja, je neko tekmovanje, neko nasprotovanje med nekimi različnimi kandidati, strankami, nestrankami in tako naprej. In je to neko nasprotovanje drugemu, lahko včasih bolj, drugič manj brutalno, ampak je vedno prisotno. Torej, se pravi, če se gremo igro nasprotovanj, bom jaz nekaj rekla, pa boste vi rekli nekaj nasprotnega temu, kar bom jaz rekla. Okay? Štekamo pravila igre. Okay. Torej, če jaz rečem ne, vi rečete? Ja. Okay. Če jaz rečem ja, vi rečete? Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ja, ne, ne, ja. To je že zdaj ratelo malo zakomplicirano, ne? Ok, torej ja? Ja, ja? Ja, ja, ne. Odlično, super. Ker nam gre tako dobro, lahko zdaj to malo nadgradimo, a ne? In recimo, če jaz rečem desno, vi rečete? Levo. Super, desno? Levo. Levo? Desna, desna. Desna, desna, leva. Desna, ja, ne, leva. Super, odlično. Tale igra nasproti nam gre super. Zdaj, za naslednjo fazo vas bi povabila sam, da ste majčkeno glasnejši, ker je treba, da slišati ta glas, ne? Tako da, recimo, bodimo sprobati z tistim najbolj enostavnim. Se pravi, če jaz rečem ja, vi rečete? Ne. Ja? Ne. Desna? Leva. Leva? Desna. Desna, ja, leva. To se super sliši. Ena vejca še vmes, a ne. Torej, ok, pa gremo naprej. Se pravi, če jaz rečem volitve, ali pa iti na volitve, kaj bi bilo nasprotje od tega? Iti na volitve, ostati doma, na kavču Rusija, volilna abstinenca. Še kakšen predlog, kaj bi bilo lahko nasproti iti na volitve? Ne iti na volitve. Kaj vzamemo? Ostati doma na kavču? Na kavču? Vzamemo na kavču? Ok, torej, če jaz rečem volitve, vi rečete? Na kavču. Volitve? Na kavču. Volitve? Na kavču. Na kavču, ja? To je narobe. Torej, na kavču ne? Ja, super, ok. Pa recimo še eno, če jaz rečem svoboda, vi rečete? Suženjstvo, gibanje, nasprotje od svobode. Je suženjstvo, je represija, zapor, diktatura, Rusija, ok. Se pravi, imamo zdaj nabor, se pravi, diktatura, zapor, Rusija, represija. Kaj vzamemo od tega? Represija, ok, vzamemo represija. Torej, če jaz rečem svoboda, vi rečete? Svoboda? Represija. Volitve, svoboda? Na kavču, represija. Volitve, svoboda? Na kavču, represija. Volitve, svoboda, desna? Na kavču, represija, leva. Ok, super. Jaz mislim, da ste se že kar lepo dobro ogreli. Samo 10 minut imamo za ta intro in zdaj je že 12 minut čez. Tako da bi jaz predala besedo Niki in Urbanu.
so mi rekli, da sem lahko brez maske, zato veliko govorim. Ja, neč pozdravljeni, jaz sem Nika. Jaz bom pa sedel, zato ker lahko. Ja, zato ker je len. Jaz sem pa malo več gibala. Počutim se kot Freddie Mercury takole. Ja. Urbane, pa ne, jaz bom tudi stal, bo boljš. Boš ti to. V glavnem, čistko. Jaz sem Nika, to je Urban. Mi dva imamo ful rada volitve, vam bova danes nekaj povedala o volitvah. Mogoče predala nekaj takih informacij, da boste ugotovili, zakaj so volitve pomembne, zakaj oblikujejo vaše življenje in vas bo mogoče potem to vedenje spodbudili, da bi šli najprej na državnozborske volitve 24. aprila, potem pa mogoče še na kakšne druge volitve letos in sicer, kva imamo letos predsedniške volitve novembra, pa lokalne volitve. Pa volitve v državni svet, na katere vi žal ne morete iti, tam pa grejo ljudje, ki vas zastopajo preko drugih kanalov, ali so to občine, reprezentativni sindikati, združenja delavcev, karkoli. Ok, v vmesnem času bo v ozadju, poznate Mentimeter? Ne. Ja, ne. Mentimeter, Matjaž bo naštel tam gor, dobili boste to kodo in mi da si želiva, oziroma vsi si želimo, da date čim več mitov o volitvah, ki jih imate, gor na Mentimeter, pa jih bomo pol tekom tega pogovora malo razbili te mite, če so pač miti, če pa niso, bomo pa povedali, zakaj te stvari držijo. Tako da tekom začetka najne predstavitve bojo v ozadju pripravili ta Mentimeter, pa se pa kar vključite, pa povejte, je anonimno, tako da svobodno, oziroma nerepresivno bi lahko rekli tudi. Ok. Ja, no, preden se sploh začnemo pogovarjati o volitvah, mogoče najprej, zakaj so volitve pomembne, a ne? Pa da ne bo tako, ja, prazno, kot se ponavadi reče, ja, pet na volitve, in se pa vprašaš, ja, zakaj pa sploh? V bistvu, kaj je fora, a ne, ti na volitvah izvoliš ljudi, ki bodo tebe predstavljali, izvajali oblast v tvojem imenu za naslednja 4 leta. In zato je še kako pomembno, da gremo na volitve in da pametno izberemo, koga bomo volili. Plus, da bo izvajalo oblast nad vami. To tudi imejte v mislih. Da pa sploh lahko gremo na volitve, moramo pa najprej imeti volilno pravico. Zdaj, mogoče eni že veste, a ne, kakor piše zadaj, volilna pravica je v bistvu tak, to je kovanska, ima 2 plati. Ena plat je ta aktivna volilna pravica, se pravi pravica voliti, ta druga plat je pa pasivna volilna pravica, to je pa pravica biti izvoljen. Zdaj, v Sloveniji velja, da za pridobitev volilne pravice potrebuješ 3 pogoje, potrebuješ, da so 3 pogoji izpolnjeni. En je polnoletnost in sicer je važno, da si polnoleten na dan glasovanja. Potem je drug pogoj, da si državljan Slovenije, potem pa ena taka zvezdica, ki pa je pomembna pri evropskih volitvah pa lokalnih volitvah. Ta tretji pogoj je pa v bistvu, da razumeš pomen in namen volitev, ker če tega ne, potem ti je volilna pravica lahko odvzeta. Takih ljudi v Sloveniji okoli 3000, ne, Urban? Tam nekje, ja. Ja, v soboto sem enega taga spoznala. Je pa zdaj, tako kot zanimivo, zdaj se trudijo različne organizacije s tem, da bi tudi vsem tem volivcem vrnili, nekaj prekinja, da bi tudi vsem tem volivcem dali nazaj volilno pravico. To je bil pa tale zavod Sončki. Tako, ja. Ja. Ok, kot zanimivost, v tujini imaš pa velikrat je ločeno, da sta aktivna in pasivna volilna pravica ločeni, da so različni pogoji. Naprimer Ameriko, ki verjetno poznate, je 30 let pogoj starosti, da lahko postaneš senator, 20 let pa mislim, da je 25 let pa, da lahko postaneš predstavnik v predstavniškem domu. Mi pri nas damo vsem že z 18 letom pravice. Avstrija je tak primer, kjer je volilna pravica že pri 16, tako da je zelo različno po svetu, ampak 18 je tam nekje ta meja. Ok, hvala. Se pravi, ker se najbolj približujejo volitve v državni zbor in sicer je do njih kaj še en mesec pa še par dni. En mesec pa en dan, ok, ja. V bistvu tako, da jutri se bo že začela volilna kampanja, ki se začne, uradna volilna kampanja, ki se začne en mesec pred volitvam. Ja, kako pa mi vemo, kdaj bodo volitve? No,
volitve v državni zbor razglasi predsednik republike, se pravi v tem primeru Borut Pahor, z odlokom. Kot vidite, ta odlok je zelo kratek, pa zelo straightforward, in sicer je za dan glasovanja določil, se pravi, redne volitve poslancev bodo v nedeljo 24.4. Zdaj v Sloveniji so volitve zmeraj na nedeljo. V bistvu razloga ne poznam, malo tak tradicionalen. Plus še ta zanimivost, lokalne volitve so pa vedno, mislim, da je 3. nedelja v mesecu novembru, en vikend za Martinovim. Tako da. Ja, ta en vikend za Martinovim, to je v bistvu tisti ta ključen pogoj. Zdaj, mi pravniki smo navajeni, da zmer, ko o nečem govorimo, se zmer vprašamo, kaj je pa pravna podlaga, a ta stvar pa ima pravno podlago. No, in najbolj ta temeljna pravna podlaga za volitve, najbolj temeljno podlago za naše volitve predstavlja ustava. Urban Maklele eno seksi ustavo v slikah, zelo zanimiva, nabavljajo povej? ZRC SAZU prodaja to knjigico. Ja, in v njej je tudi tale 80. člen, ki sva ga z Urbanom kar predsejkrat prebrala, pri čemer je sploh z vidika tole, ki bomo danes govorili, relevanten tale ta zadnji odstavek, ki pravi, da se poslanci, razen poslancev italijanske pa madžarske narodne skupnosti, se volijo po, kako piše, načelu sorazmernega predstavništva. To se tudi bolj tako suhoparno reče proporcionalni volilni sistem. Kaj je ključno pri takem volilnemu sistemu? Ključna je ta ideja, da približno ene toliko procentov glasov, kot je lista kandidatov dobila na volitvah, približno ene toliko procentov tudi mandatov dobijo, oziroma približno ene toliko procentov predstavnikov v parlamentu. To se zelo dobro tudi v Sloveniji vidi, nekaj 90 poslancev in poj neka stranka dobi recimo tam 10% na volitvah, kar pomeni, da imela 9 poslancev. Zelo kar dobro odraža, pa tak lahek račun. Kaj je naslednji pogoj? 4% volilni prag. Kaj to pomeni? Da mora lista kandidatov na volitvah najprej doseči 4%, da se sploh gre gledati, koliko mandatov bodo dobili, koliko poslancev bodo dobili v državnem zboru. Če ima manj kot 4% glasov, to se kar preč vrže. To tudi glas za tako stranko je v bistvu preč vržen glas. O tem bova tudi še nekaj kasneje povedala. No, to je kar taka malo depresivna, ko o tem misliš, o tem razmišljaš, ker nekdo gre in vol za neko stranko, potem se pa to sploh ne upošteva. Ampak more pa biti, pa mislim, da so Urban ti se tudi strinja z volilnim pragom, seveda, nekaj more biti. To govorimo o proporcionalnem sistemu, če imeli pa večinski sistem, tako kot imamo, ne vem, za volitve posameznikov, župana, predsednika države, tam pa se pravi, ker imamo pač, ne vem, 2 kandidata na koncu, v drugem krogu se bomo več kasneje povedala, pa pač, če ima 51%, pa 49%, je pač unih 49% gre stran. Glih pri državnem zboru si pa želimo, da čim bolj prikaže sestavo populacije oziroma države, ali pa isto rečemo mestni svet, in tukaj je zanimivost ta proporcionalnost, če bi gledali različne parametre. Edini kazalnik, kjer se poleg rečemo tega, kjer živijo poslanci, pač dosti primerja z tem, koliko jih je dejansko v parlamentu, je ta, da je izobrazbena sestava, če bi gledali pač poslance, pa bi pogledali povprečje Slovenije, je tam. Če pogledamo starost, so pač ful starejši kot naša populacija. Če bi gledali spol, da o spolu sploh ne govorimo, mislim, da je koliko 25% v trenutnem sklicu. Tako da želja proporcionalnega sistema je, da čim bolj preslika državo ali pa kraj ali pa kjer volitve imamo v državni zbor, da se čim bolj prikazuje. Evo, tako je. No, zdaj pa preden se bomo posvetili klele še zadnjemu pogoju, iz katerega bom jaz pa izpeljala in prvi mogoče najbolj pogost mit, imate pa klele Mentimeter odprt, zdaj koda, gor imate napisano kodo. 50736611, bom pol še vmes ponovil za tiste, ki ne vidite. Za tiste, ki ne vidite, ja. In 50736611. Pa že prva 2 mita sta prišla, stop the count. Evo. Stop the count. Če bi volitve kaj spremenile, bi bile prepovedane. Wow, zanimiv mit.
Urban se najprej posvetiva. Ja, to pa bomo Se najprej posvetiva temu. Okay, ja, se pravi, prej govorili smo, da imamo proporcionalni sistem, da imamo 4% volilni prag, pa imamo pa na koncu tega člena pa še tole dikcijo, da mora biti odločilen vpliv pri dodelitvi kandidatov na strani volivcev. Zdaj, to je taka zelo zanimiva fraza, pa tudi strokovnjaki se čist ne strinjajo, kaj pomeni, ampak s tem bomo zdaj razbili en tak, jaz bi rekla, celo najbolj razširjen mit, ki pa je, da moj glas nič ne šteje. Moj glas na volitvah nič ne šteje. Ok, bomo mite pol, kot smo rekli. Smo rekli, ja. Bova najprej, zdaj bo pa tako, zdaj bo pa ta malo bolj tabeden del tega, ampak bova probala to na čim bolj smešen način povedati, tako da boste lahko nama sledili in na kratko povedala, kako se v bistvu, kakšen je naš volilni sistem, kako se pri nam dodeli mandate in s tem hočeva razbiti to miselnost v družbi, da glas posameznika pravzaprav nič ne šteje na volitvah. Tako da zdaj pa besedo te predajam. Ok. Ko bomo 24. aprila ob 7. uri zaprli volišča, oziroma nehali šteti, če lahko tako rečemo, to ni čisto res, zaradi tega, ker se pol še preštevajo glasovnice iz tujine in ostale glasovnice, ampak ob 7. zvečer so že neki vzporedni rezultati. Kako pa pol dobijo uradne rezultate? Najprej pogledamo, če so stranke oziroma liste kandidatov dosegle 4% volilni prag. Če ga niso, se s temi strankami sploh ne ukvarjamo, jih damo na stran. Potem se pogleda število mandatov na ravni države, to je ena taka D'Hondtova formula, kjer se v bistvu pogleda, se bomo pol prikazali, kako se pogleda, se pač deli, kolikor je lista dobila mandatov za vsakim posebej, bomo pol pogledali, ta formula prenaša to, da je čim manj teh ostankov in da je čim bolj sorazmerna. Na ravni volilnih enot pa imamo Dropov količnik. Kaj so zdaj volilne enote, volilni okraji? Slovenija kot država je razdeljena na 8 volilnih enot in vsaka volilna enota na 11 volilnih okrajev. Evo to. Kot vidite, so tele volilne enote zelo smiselno zarisane. A ne? Pa imena so tudi fajn. Ljubljana center, Ljubljana Bežigrad. Jaz vem, Bežigrad je klele, a ne? Tudi Ptuj je klele. Da ne govorimo o Postojni klele v osrčju Alp. Tako da ja. Ampak vsaka ta volilna enota je pa razdeljena pol na volilne okraje, kjer pa dejansko vi v bistvu volite. Vi volite v bistvu v volilnih okrajih, poslanci so pa dejansko izvoljeni v volilnih enotah. Če se spomnite, je bilo zdaj veliko časa dilema, da so mogli spremeniti zakon o volitvah, da ni bil v skladu z ustavo in to je bila največja problematika. Kaj dejansko? Da imaš lahko ti volilni okraj. V mojem volilnem okraju sta trenutno 2 poslanca. Pa imaš pa volilni okraj, v katerem ni nobenega poslanca. Tako da ta nesorazmernost. Ampak vedno se vse stvari pol izenačijo na ravni države, ampak že prej na ravni volilne enote. Vsaka volilna enota ima maksimalno 11 poslancev in ne več in ne manj. Kje pa je pol razlika, ker 8x11 je 88, 2 poslanca se pa še volj v narodnih manjšinah, se pravi tukaj dol narodna manjšina Italijanov in pa tukaj gor narodna manjšina Madžarov. Tako da se mi volimo za 88, je pa zanimivo to, da imajo te, ki volijo poslance narodnih manjšin, imajo v bistvu 2 glasova. 2krat lahko glasujejo. Enkrat lahko glasujejo za svojega predstavnika, plus še enkrat za tega izmed 88 poslancev. Ja, ampak to, da dvojno glasujejo, ni niti protipravno, niti ni nepravično, ne? Zato ker v bistvu to zagotavlja to posebno varstvo teh narodnih manjšin. Zdaj pa čistko, da si predstavljate, jaz sem šla gledati prejšnji teden, koliko pa je volivcev teh narodnih manjšin. In sicer Italijanov je okoli 3000, Madžarov pa okoli 6000. Ja, povej. Zakaj so nekateri poslanci v 2 volilnih okrajih? Aha. Samo en trenutek kasneje bom tega takoj pol tam povedal še. Skratka, kandidirajo v 2 volilnih okrajih, ja. Sam še tole do konca, ker bo mogoče tako lažji. Se pravi, mi smo pač prešteli število mandatov, ki jih stranka oziroma lista dobi na ravni države, to je ta D'Hondtov sistem in to nam pač zagotavlja maksimalno toliko glasov bo prišlo. Na ravni volilnih enot se pa gleda kdo je tisti poslanec, ki bo izvoljen. Tako da
kako pa bomo, se pravi, to so neki količniki, ta Dropov količnik, Dontov količnik, ampak s tem vas ne bomo frustrirali, ker že mi smo zafrustrirani z matematiko. Skratka, to je nek količnik, se zračuna pač število vseh glasov, se deli, pa vmes prišteje tukaj v spodaj +1 in če si dosegel pač tok, dobiš en mandat in pa se to pač prišteva. In pa se pač ugotovi, koliko je lista kandidatov dobila mandatov na, se pravi, ta sistem se uporablja v Sloveniji na ravni volilne enote. Ker potem se pa vse glasove še enkrat da v to tabelo, ki se je reče Dontov sistem. To je pa tako, to je full ingenious stvar, ki full dobro razdeli mandate, tako da je čim manj ustankov. In sicer se na eno os se napiše te liste kandidatov, jaz sem jih kle poimenovala po živalih smetije. Z laserjem, da se bo videl. Da se bo videl, sorry, navajena sem z... evo, pa se fajn vidi. Ok, se pravi, klele gor imamo liste kandidatov, jaz sem jih poimenovala kar po živalih iz kmetije, imamo stranko ovc, stranko krav, stranko kokoši, kos pa svin. Zdaj, z Urbanom vedno poveva, da to ni odraz našega političnega stanja, da si ne bi kdo kaj mislil, sploh jaz ne enačam naših poslancev z kozam in podobnim. Se pravi, na eno os se da liste, pa koliko glasov so dobile na ravni države. Recimo, to je ena manjša država kle in je stranka ovci dobila 4000 glasov. Se pravi, na drugo os se pa napiše, koliko mandatov je treba razdeliti. Recimo, kle je bilo treba 7 mandatov razdeliti in zato gremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pravi, pri državnozborskih volitvah bo šlo to od 1 do 88. In potem delimo to skupno število glasov, najprej z 1, pa z 2, pa z 3, pa 4, tako naprej, da dobimo kle polhenenih količnikov. In potem iz teh količnikov, najprej se vprašamo, koliko mandatov moramo razdeliti, v tem primeru 7, in potem izločimo 7 najvišjih količnikov. In ti najvišji količniki pomenijo, koliko mandatov bo dobila neka lista. In v tem pač fiktivnem primeru je stranka Krav dobila 2 mandata, stranka Kokoši tudi 2 mandata, pa stranka Kos 3 mandate. Zanimivo, stranka Svin pa ovc nobena ni dobila nobenega mandata. In potem, če bi bilo to pač realno, bi bila sestava parlamenta takšna. 3 poslanci Kos, 2 poslanca Krav, pa 2 poslanca Kokoši, gledamo izven parlamentarne stranke. In zdaj, če ti hočeš oblikovati koalicijo, ti rabiš več kot polovico glasov, v Sloveniji to pomeni 46, razen če imaš manjšinsko vlado. In kako bi to tukaj potekalo? Recimo, koze so bile relativne zmagovalke volitev, lahko bi jih sodelovanju pritegnile krave, lahko bi pritegnile kokoši, zdaj odvisno, koliko so politično kompatibilni, pa koliko se da zmeniti, lahko pa se kokoši pa krave zmenijo, pa oblikujejo koalicijo, pa koze v bistvu poteknejo takrat, ko čeprav so zmagale volitve. No, v glavnem, po tem sistemu se pa deli mandate v Sloveniji na ravni države. Zakaj je tako fajn, tako sem rekla, to je ful sorazmerno in se ful mandatov razdeli, ostanki so mehni in predvsem manjše stranke, recimo te, ki pride v parlament, ko 4 poslanci na ravni volilnih enot sploh ne dobijo nobenega mandata, ampak jih dobijo samo tukajle. Je pa to je zdaj težko povedati, ampak najprej se mandate razdeli na ravni volilnih enot, potem se pa vse glasove še enkrat da v boben, pa ugotovi, koliko mandatov dobi neka lista na ravni države. Potem se pa pogleda razliko med tem, koliko je neka lista dobila na ravni volilne enote pa na ravni države. In to razliko mandatov, ki se reče, to so mandati pridobljeni na ravni države, se jih pojda v tisto volilno enoto, kjer so imeli največji ostanek, se pravi, kjer je listi zmanjkalo najmanj glasov do novega mandata. Na tak način se to podeli. Ok, in bom šel na to stran, da nam prekrivu. In ravno Dontov sistem je tisti, ki onemogoča gerrymandering. Gerrymandering je en izraz, ki je bolj popularen v večinskih sistemih, sploh v Ameriki, naprimer, kjer si lahko kjerakoli stranka na oblasti pač riše okraje tako, da jih bo imela, se pravi, če bi rekli, da tukaj živi več kos, pa tukaj več ovc, oziroma pripadnikov, nikaj gre sem tako, da bo še s tem videli, več pripadnikov ovc pa kos, in če je skupna enota,
pol bo tam, kdo pa zmaga. Če pa jaz to enoto tako prerišem, da sam malo dol pomaknem, pa bo zihar, da bo ta večinski del kos prevladal nad ovcem in to je gerrymandering. Ampak v Sloveniji glih zaradi tega, ker imamo Dontov sistem na ravni države, to onemogočamo, tako da pač stranke si rade rišejo okraje, ampak kdo bolj vpliva na to, kdo bo izvoljen, ne pa koliko jih bo izvoljenih. Ok, vprašanje, kaj pomeni volilni okraj, ali lahko kandidiraš v več okrajih in kaj, če si izvoljen v 2. Ok, v bistvu vsaka stranka vlaga liste znotraj vsakega volilne enote, se pravi, to so teh 8, kjer napišejo, v tem okraju bo kandidiral Janez, tukaj Marinka, Maja, Marko, bla, bla, bla. Nekatere stranke pa to delajo v tistih okrajih, kjer imajo ljudi, ki so bolj prepoznani, ne v okrajih, v tistih delih volilne enote, da ena oseba znotraj volilne enote kandidira v 2 ali pa 2 maksimalno. 2 maksimalno, pa znotraj iste volilne enote. Tako, se pravi, lahko samo znotraj Postojne kandidiraš v 2, to je zaradi tega, da pač pridobivaš več glasov, ampak to pa na koncu ne vpliva na rezultat, koliko mandatov ti dobiš v volilni enoti. Samo pač ta procent se pogleda, v bistvu ti si nabiraš procent, da boš izvoljen, ki pa je v temule slajdu. Se pravi, to je primer enih volitev. Prva gor slika so poslanci, ki so bili izvoljeni za stranko Koze. Na ravni države se vidi, koliko glasov so dobili, pa koliko procentov. Na ravni volilne enote in pa na ravni volilnega okraja. In zdaj, kaj je fora? V volilnem okraju, ko boste vi prišli, bo ena taka glasovnica in boste imeli napisano stranko, pa ime poslanca ali pa poslanke oziroma kandidata. In tam bojo te ljudje sam nabirali glasove, število glasov, ki se na koncu pretvori v odstotek. Čista odstotek v volilnem okraju Maribor 1, ne vem, kako se imenuje, naprimer, se sam ti kandidati pač dejansko nabirajo glasove in se ta procent pol nabira. Pol pa v volilnem okraju je važen samo ta odstotek, ki ga pol prenese vsak od tehle kandidatov v volilno enoto. In zdaj tukaj je najbolj tak zanimiv del, da v volilni enoti, ki je pa to je ena in ista stranka, imamo pa mi različne kandidate iste stranke, ki so dobili različne odstotke. In zdaj, če vidite, tale odstotek 11,62% je najvišji, zato bo iz te stranke v tej volilni enoti izvoljen Teo Mare. Ampak on je imel 828 glasov. Imeli smo pa Sebastiana Istoka, ki je dobil 1125 glasov, ampak je imel toliko majhen procent, da mu to ne pomaga. Kaj je bistvo? Bistvo je, da v volilnih okrajih, kjer bi mi ne poznali te ljudi, ki kandidirajo, mi sam povedali, nam je pa ta res fajn in oni tukaj nabirajo procente, ki jih pol prenašajo v volilno enoto, ampak na ravni volilne enote se pa pol delijo mandati. In zato lahko nekdo, tukaj stranke imajo veliko vlogo, ker reče, ti boš dobil pa ta volilni okraj, ki je dobro izvoljiv. In tukaj stranke pol pač malo lahko kontrolirajo svoje kandidate. Na ravni države se pa pol pač vidite, da se pravi, ti imaš lahko nekoga, ki je imel ful dober odstotek, pa manj glasov in polka pravijo, da je bil tale izvoljen sam z 828 glasovi. Ne, to je bil sam toliko dober procent v njegovem volilnem okraju, ampak na koncu itak stranka dobi potem v Dontovem sistemu, ki smo povedali, skupno število glasov. Tukaj se sam kregajo znotraj stranke, kdo bo izvoljen. No, to je najbolj ta kompliciran del. Skratka, volilni okraj lahko kandidiraš v 2 znotraj ene liste, izvoljen je pa pač samo ta najboljši procent. Ja, tako da jaz bi mogoče res čisto jasno, zakaj nekateri kandidirajo v 2 volilnih okrajih, zato da si čim bolj želijo zagotoviti svojo izvoljivost. Ker tako, kot je Urban poudaril, res važno je, koliko procentov ti dobiš znotraj volilnega okraja, sploh ni važno, koliko absolutnih glasov dobiš. Ampak še zmeraj pa tako, midva sva napisala v enem članku, zrno na zrno pogača, glas na glas izvolitev. Nekako je tako, da če volivci moramo drugega držati v šahu in gremo vsi na volitve, zato da bo glas od vseh nas potem skupna vsota teh glasov pripeljal do neke spremembe, do izvolitve neke stranke ali mogoče celo kandidata. Je pa res, da ti s svojim glasom za volilnim sistemom, kakor trenutno je, ti bolj vplivaš na to, da bo neka stranka dobila mandate, kot pa izvolitvi točno
točno tega kandidata. Urban, a se bova zdaj posvetila telim mitom? Pa imamo kleta prvega, če bi volitve kaj spremenile, bi bile prepovedane. Kaj bova rekla na to? Lahko jih samo omejimo, kot delajo v določenih državah, ali pa so delali. Volitve v Jugoslaviji so bile take, da so jih omejevali tako, da takrat je bilo veliko nepismenih ljudi, da so krogalce metali v skrinjo in so omejevali tako, da so dali samo eno blazinco od spodaj, da se točno vedeli, a si glasoval, ker so mogli ali eno ali drugo skrinjo. In v bistvu spreminjajo, probajo jih ljudje omejiti, ne ljudje, politiki oziroma vodstven kader, vsak se igra s tem, da bi jih omejil, da postavi termin volitev na neprimeren čas, ampak je to tako dolgoletni boj. Toliko enih organizacij se ukvarja s tem, da če rečemo v teh nekih zahodnih družbah, vsi skočimo, se zdi, ker je tudi tukaj kdaj že kdo skočil, ko so hoteli kje omejevati pri volitvah. Tako da v vzhodnih delih držav sveta ali pa tudi kje drugje, no, pa že zdaj poznamo te omejitve, tako da vidite, da spreminjajo. Super, hvala Urban. Zdaj, ok, do stop the counts se bova opredelila samo s smihom. Kaj pa tale mit? Vse volitve so ukradene. Mogoče bi jaz klele rekla nekako tako. Ja, volitve so lahko tudi ukradene, se tako, kot je Urban rekel, v katerih državah se to čist da videti, je to pač njihova realnost. Ampak kaj je bistvo volitev? Da imamo zastavljene volilne postopke in da so potem te volitve izvedene v skladu s temi postopki. Zato imamo tudi te organe, kot so Državna volilna komisija, pa volilne komisije volilnih enot, volilnih okrajev. Se pravi, da je toliko nekih ljudi, ki nadzorujejo, da se te volitve pravilno izvedejo. Konec koncev imamo pa tudi pravna sredstva, pa različne pritožbe, ki morajo biti, to je kar zanimivo, zelo hiter obravnava, ne, ponavadi v bistvu rok za pritožbo, a je 48 ur, se meni zdi. Ja, tako da volilni spor je omogočen in vse konec koncev smo tudi nekaj sodne prakse na to že imeli v Sloveniji. In to je res ključno, da mi imamo ta pravila postavljena, da se jih držimo, pa da v primeru kršitev teh volitev, da so omogočeni neki postopki, da potem prije pač, da se to stanje razreši. Ok, še en mit, pa gremo naprej. Potem imamo tole, sva itak že povedala. Tega, izvoljeni poslanci se ne zavedajo, da ob izvolitvi predstavljajo celoten narod. To je res. Poslanci mislijo, da v bistvu, ker kandidirajo nekam v kraju ali pa volilni enoti, da v bistvu pol predstavljajo sam tisti del. Ne, v Sloveniji vsak poslanec predstavlja celoten narod. Ni tako mogoče, kaj je prisotno v kakšnih drugih državah, kjer, ali pa sploh kakšni senatorji, ki predstavljajo zvezne države. Ne, tukaj pač poslanci ne smejo predstavljati nekih teh parcialnih interesov, se reče, oziroma čistko nekih interesov svojega lokalnega okolja, ker predstavljajo celoten narod. Zato so druge stvari, zato imamo v državnem svetu predstavnike občin. Tukaj je pa res pomembno to, da pač poslanci predstavljajo širšo sliko, da gledajo pač sliko države. Tako da ja, tega se poslanci velikrat ne zavedajo, zato ker pač konec koncev na konc mandata bojo šli spet na volitve in bojo kandidirali v volilnem okraju in volivci bojo vprašali, kaj ste pa naredili zame. Ja, to je vse res. Bom pa to povezala še z enim mitom, ki pa mogoče v zadnjem letu kar prisoten med populacijo, da je pa ta mit nekaj v smislu, da moj poslanec me je izdal. Moj poslanec ni izpolnil tega, kar je imela njegova stranka v volilnem programu ali pa je prestopil v drugo stranko. Zdaj, tukaj se pa moramo zavedati, da naši poslanci imajo tako imenovan reprezentativni mandat, kar pomeni, da niso vezani na naša navodila, niso vezani na navodila poslancev, zdaj teoretično volivcev, se opravičujem, volivcev. Sicer teoretično piše, da niso vezani na nikogaršnja navodila, ampak vemo, da v praksi so pa kar vezani na navodila strank, da imamo neko tako strankokracijo. Ampak čisto osebno se meni to zdi v bistvu na nek način tudi primeren, ker politika je bolj tudi taka praktična veda in to omogoča potem sklepanje različnih kompromisov. Seveda pa to pripelje do tudi zelo teh skrajnih situacij, pa ko poslanci potem
ko so že izvoljeni, prestopijo v drugo stranko in se tisti, ki so za njega glasovali, čutijo izdani. Ampak tudi večina drugih evropskih držav, vse evropske države imajo tudi reprezentativni mandat, tako da se mi to zdi kar en tak demokratični standard. No. Mislim, da ti imperativni oziroma mandat za odpoklica imajo naprimer na Kubi, tako da vemo pa, kaj to pomeni. Pa mislim, da je še en Kirgizistan ali nekaj takega. Ja. Tako da v bistvu to je res, v bistvu, čeprav sploh v teh časih političnega, eni pravijo, da ni kriza, ampak rečemo tega napetosti političnega, bi bili vsi najraj, da pač bi vsi te poslanci šli, ampak ni za neko to stabilnost, pa je vseeno pomembno, da pač poslanci ta 4 leta oddelajo, pa potem nadaljujejo naslednjič, ko kandidirajo, pa vidijo, a so bili v redu ali ne. Ok, 24. aprila bomo prišli na volišča, ali pa že prej, to bomo tudi malo povedali, bomo dobili tako glasovnico. Se pravi, to je bilo izvolitev 2018, ko je kandidirali 23 različnih list in imamo k sreče to zelo fajn, da imate poleg imena stranke tudi logotip oziroma pač ta simbol, da si lažje zapomnite, lažje prepoznate stranko oziroma listo, ki jo boste volili. Zdaj tukaj je tako, da to se žreba, kdo je prvi, drugi, tretji, četrti in vi v bistvu boste pol obkrožili, se pravi, neko listo, ki jo boste volili. Zdaj večina volivcev je tako, da pač žal ne volijo poslanca, ker mogoče ga sploh ne poznajo, mogoče mu sploh ni všeč in v vašem volilnem okraju bo pač sam to ime, a ne. Ne morete pač vi zbirati do vaših poslancev, bo pač v Sloveniji v tem trenutku ne morete zbirati. Na evropskih volitvah ali pa lokalnih volitvah je pa ful fajn, ker pa lahko vi poleg tega še napišete, jaz bi pa zelo rad iz te liste oziroma stranke volil tega ali pa njo. A ne? In to je ful dober in midva bi ful rada, da bi bilo to tudi na volitvah državni zbor, ker to pa res pomeni, da pol mi odločamo, koga specifično si želimo. Tako da, ampak to je tako za prihodnost ena ideja, ki jo malo promoviramo. Ja, zdaj bi pa jaz na tej točki še v bistvu povedala, zdaj nažalost se kle na premejhan napisan in sicer je navodilo, kako dati svoj glas. In sicer piše, da obkrožite zaporedno številko pred listo kandidatov. Se pravi, da bi ti mogel obkrožiti, ne vem, 13, 12, 11. Je pa to tako, kaj pa, dajmo malo razmišljati, kaj pa, če volivc, ne vem, okoli številke 9 naredi trikotnik? A je to še kar veljaven? Ni obkrožil in naredil trikotnik. Se smejite, ja, kaj, tako očitno. Kvadrat. Ja. Kaj pa, če ok, ja, no, ta je bila očitna. Kaj pa, če obkrož, ne vem, logotip? Kaj pa, če obkrož pirati? Ali pa ime. Ja. Ja, res je. To, kako se pravi, ta oddaja glasu se interpretira tako zelo široko in sicer z namenom, da je čim več glasovnic veljavnih v smislu, da če se le da prepoznati voljo volivca, potem bo glasovnica veljavna. Imamo vsakič tudi, mislim, da kar nekaj malo čez 1000 neveljavnih glasovnic, tudi recimo pri zadnjemu referendumu jih je bilo 1100, to sem slučajno gledala zadnjič enkrat. Ampak je pa tako, zmer te nekatere glasovnice oddajo, ne vem, prazne oddajo ali pa jih prečrtajo ali pa ne vem, jaz sem že videla slike, da je folk gor pisal volim Čaka Norisa, pa to oddal, ampak potem imamo pa te zanimive primere, recimo, ko je neka oseba narisala moški spolni ud in ga usmerila v kandidata. A je to izraz volje volivca? To je bila cela diplomska na to temo, ker je tako, kaj Nika rekla, pač res problem, ker moramo, v bistvu glavni cilj je, da se razbere voljo volivca. Zdaj pa je pa vprašanje, a imaš to krat, da usmeraš, ali to ne maraš in v bistvu volitve so lahko zelo zabavne. Sploh, če bi kdaj bili v volilnih komisijah, zdaj to volilne komisije drugače imenujejo, tam tudi en mit, kdo kontrolira pravilnost. Zdaj v volilne komisije kandidirajo stranke, ampak nekatere stranke imajo to zelo odprt, se lahko prijavite, mislim, da je 40 € na dan dobiš, za ne vem koliko,
par ur, mislim, Važna je izkušnja. Važna je izkušnja, zvečer prideš še štetune glasove, mogoče kakšne sosede srečaš in tam so v bistvu ljudje različnih strank, mislim, da je 3-članska komisija, ki vam dajo te listke. Poleg tega pa imajo pol v bistvu še stranke lahko svoje zastopnike, ki kontrolirajo, so zraven pri štetju glasov in v bistvu kontrolirajo, če je vse v redu. Pač te glasovi grejo potem pa na volišču pač preštejo in pošljajo volilnemu okraju, volilni enoti, volilna enota državi in tako gre pol ta piramida, da na koncu vemo, kdo je na ravni države dobil koliko glasov. To pa še zanimivost, velikrat prihajajo na volitve tudi zunanji opazovalci, ki pač delajo temu se reče monitoring volitev, ampak v bistvu zadnje čase ni več toliko problem, da bi se pač kršitve dogajale na voliščih, da bi kdo izpolnjeval glasovnice ali pa da bi kdo pol pri štetju. Zdaj pač zadnje čase se volitve lahko korigira s tem, da se pač omejuje volilna udeležba ali pa preveč spodbuja na načine, ki niso dovoljeni. Ne pravim, da je to pri nas, ampak da lahko prirejaš volilne baze, pa na hiter ljudem zrihtaš neka dovoljenja za prebivanje sploh v lokalnih volitvah in pol ti ljudje lahko volijo in to. To je pa način, kako lahko pač pa povečaš število svojih volivcev. Tako, na dan volitev ne bom doma, ne bo doma. Tukaj je tudi Filip, iz Danes je nov dan, oni so pripravili en tak super vodič, na različne načine lahko volite. Jaz, na primer, ker me takrat ne bo doma, bom v tujini, bom šel na predčasne volitve, lahko glasujete po pošti, lahko glasujete preko veleposlaništev oziroma teh ambasad, tako da, ko kliknete to, si pogledajte, če vas ne bo doma, kako lahko, na kakšen način lahko date svoj glas. Mogoče še ful relevantno, če želite glasovati bodi si po pošti, bodi si na konzularnem predstavništvu, je rok za prijavo na tak način glasovanja jutri, tako da... Če že zdaj veste, da vas nov, ampak drugače najlažji način, če boste pač teden prej doma, je predčasne volitve. No? Ja, ki bodo pa torek, sreda, četrtek, od 7 do 7, ampak ne na čisto vsakem volišču, to je pa treba preveriti. Če pa ne vem, če pa nimate stalnega prebivališča v Ljubljani, pa živite tukaj, greste pa lahko glasovati na volišče Omni, ampak je tudi potrebna poprejšnja prijava, to pa mislim, da je 4 dni prej. Urban, meni se zdi, da smo se midva dolžna še do 2 mitov opredeliti. Zelo tak slovensko ciničen, kaj pa tudi če glasujem za program, ki mi je všeč, je vedno okrnjen zaradi uskladitve z drugimi strankami. Kaj bova odgovorila na to, razen tega, da je to politična realnost? Politična realnost. Vse veste, kako je. Pač v življenju moramo sklepati kompromise. Edina opcija bi bila, če bi pač nekdo dobil 2/3 večino, pa bi lahko res vse spremenil sam in bi lahko vse svoje ideje spremenil, ampak vsaj jaz osebno mislim, da ta neka zdrava koalicija nekih različnih mnenj je dobra, zato ker se tudi stranke med sabo potem kontrolirajo. Lahko pa to pride sploh, če je preveč strank, kar smo v Sloveniji doživeli že, zdaj so prve redne volitve po letu 2004, da pač pride do predčasnih volitev, vlade razpadajo, tako da v bistvu po eni strani je fajn ti kompromisi iz vidika tega, da ne more ena specifična sila v državi oziroma stranka pač vsega svojega speljati, da pač je ta checks and balances, se reče temu, ampak po drugi strani pa lahko to zelo otežuje delo države, ker so pač volitve na vsake toliko cajta, ker odstopajo. Italija je tak problem, Belgija ima veliko težav, so imeli ne vem koliko obdobij brez vladja, tako da smo mi še kar v redu v primerjavi z njimi. Ja, pač jaz bi sam dodala to, da pač imamo tak volilen sistem, ki pač neka stranka skoraj siguran ne bo dobila zadostne večine, da bi sama sestavila koalicijo in nujno potrebuje koalicijske partnerje in zato so ti dogovori ključni. Zdaj, ali nam je to všeč ali ne, meni, tako kot je Urban rekel, meni se zdi, da ima to svoje pluse in minuse. Potem se mora pa še klele opredeliti, zakaj pa ne volimo ljudi, se pravi, zakaj ne volimo oseb, zakaj volimo stranke oziroma liste kandidatov. Bom pa jaz tukaj spet tako rekla, da mi imamo pač ta proporcionalni volilni sistem, katerega jedro, katerega bistvo so v bistvu te liste kandidatov. V večinskem sistemu pa ti glasuješ prav za enega kandidata
in tam so pa tudi znotraj stranke lahko bolj ta različna politična stališča. Zdaj, mi smo se odločili, da naše vodilo bo ta proporcionalnost zastopanja vseh različnih političnih mnenj in to je pa pač neka stvar, ki jo moramo pa s tem vzeti v zakup, no. Bom pa jaz tudi tako rekla, zdaj ne smemo videti političnih strank kot nujno zlo, a ne? Če pa ti hočeš, ne vem, doseči, da se nek zakon sprejme, se pa ful lažje pogajati z neko stranko, ki ima 10 poslancev, kakor z vsakim od teh poslancev posebej. Tako da to je recimo en tak pozitivni vidik. Pa preden se še zadnjega mita dotakneva, ker se nam je čas iztekel počas, bi vprašala, če ima kdo od vas kakšno vprašanje. Lahko zdaj postavite, lahko pa pol po zaključku, bomo še nekaj časa tukaj, tako da lahko tudi pol 1 na 1 oziroma 2 na 1, 1 na 2, kakorkoli. Državna volilna komisija se trudi določene podatke objavljati, ne vedno najbolj, zato so tukaj različne organizacije, ki se trudimo in eden od projektov, ki odgovarja na mit Vsi so isti, je projekt Glasa ljudstva, ki ga bo predstavil Filip. Ja, on je bolj usposobljen, kot mi dva. Predvsem ga je on naredil. Zdravo, jaz sem Filip, upam, da se bo čez masko slišalo ok. Sem malo paranoik glede virusov takih in drugačnih. Jaz sem drugače z danes in dan z Inštituta za druga vprašanja, tam sem odgovoren za hekanje, ampak sodelujemo zraven v tej iniciativi Glas ljudstva, ki se je začela zdaj po moje pa že pol leta nazaj, ali pa celo malo več kot pol leta nazaj, in nastala je iz vprašanja, ko smo se ljudje pa nevladne organizacije, ki smo načeloma tudi se srečali na referendumu za vodo, spraševali, kako zgleda, ko neka organizacija, ki ni politična stranka, sodeluje v predvolilni kampanji. Kaj to je? Kako pač to zgleda? In mi smo takrat zaključili, ok, to zgleda z nekim vsebinskim angažmajem. Mi seveda nismo stranka, ne želimo biti stranka, če bi hoteli biti stranka, bi si jo že naredili. Imamo pa neke stvari, ki jih delamo, stvari, ki so nam pomembne, stvari, za katere mislimo, da so prav in jih želimo spodbujati. In zdaj ena od stvari, ki smo si jo mi zastavili za cilj, je bilo to, da hočemo imeti rekordno volilno udeležbo. Da bomo videli, koliko bo to res, ampak vse, kar naredimo, probamo narediti s tem v mislih. Da pač kar moramo ponuditi ljudem, je vse, kar bi rabili, vse, kar potrebujejo, zato da lahko čim bolj kvalitetno in s čim večjim zanosom grejo na volitve. In zdaj ena od stvari, ki smo jih naredili in pač delamo več stvari, je volitvomat. Zdaj volitvomat je sicer danes ima neko svoje ime in zgleda, kot da je nastal z nekega vakuma, kot da pač volitvomat obstaja, najdete ga na volitvomat.si, vsi ful vabljeni, da si ga pogledate, ne pa ta trenutek, ker realno rabite 5 do 8 minut, da ga rešite. Tako da ni nekaj, kar lahko v 30 sekundah pohendlate, nažalost, ampak definitivno manj kot 10 minut. No, volitvomat je nastal kot rezultat dela te iniciative Glas ljudstva, ki se je začelo tako, da smo probali kot nevladne organizacije napisati neke zahteve. Mi smo rekli, ok, če bi mi zdaj sestavljali politični program, seveda to ni poln politični program, ker ne obsega vseh področji našega življenja, obsega pač to, kar smo bili ljudje, ki smo se takrat znašli skupaj na mestu strokovnjaki, kaj smo poznali. In smo rekli, ok, dajmo zdaj te zahteve na mizo, to so stvari, za katere mi mislimo, da so prav, ampak v Glas ljudstva je več kot 100 različnih nevladnih organizacij in pač 1800 prostovoljcev zraven, res ogromna masa ljudi in kar je bilo nam takoj na začetku jasno, je, da če mi napišemo 10 ali pa 50 ali pa 150 zahtev, se ne bomo vsi za vsemi strinjali. Nekatere stvari se nekaterim ljudem zdijo enostavno nepotrebne, nevarne, neumne, nerazumljive. In pač mi smo potem Glas ljudstva zasnovali kot nek nabor stvari, glede katerih želimo strankarske odgovore. In ja, seveda, vsaka organizacija, ki je sodelovala pri tem in je pisala svoje zahteve, seveda želi, da so te zahteve izpolnjene, ampak hkrati smo realisti, razumemo, da niti približno to ni nekaj, kar lahko mi vse zrihtamo. In potem smo te zahteve dali strankam in smo strankam rekli, ok, dajte nam zdaj vi povedati, vi ste stranka, a boste zrihtali to ali ne boste zrihtali tega. In zdaj tukaj je treba takoj izpostaviti, da smo imeli v bistvu kar veliko težav s tem procesom. Prva težava, ki je še danes odprta, ki je pač
težava res odvisna od perspektive. To, da nekatere stranke niso nikoli odgovorile na nič. Mi smo jih sicer klicali, pošiljali papirnato pošto, e-maile, jaz sem govoril z večino PR-ovcev in ljudi, ko so danes v državnem zboru in ostalih strank. Nekateri so po telefonu bolj prijazni, nekateri manj, ampak gre za to, da še vedno imamo kup strank, ki na te zahteve niso odgovorile. In ko boste do konca rešili volitvomat, vam seveda ne bo priporočal nobene od teh strank. Bo vam pisalo, te stranke se niso zavezale k ničemur, ker se pač niso zavezale k ničemur. Ampak jaz bi tukaj osebno rad poudaril, da če si probam zamisliti katerokoli drugo državo, ker res volitvomat kot orodje ni nekaj, kar smo mi izumili. Ti kvizi so vse prisotni po drugih državah in drugih volilnih sistemih, je to nepredstavljivo. Meni je res mind-blowing, da si ti stranka in da rečeš, mi ne bomo odgovorili na 138 vprašanj. Ne glede na to, da je to nekaj dela, bi jaz rad rekel, da če ti kot stranka nisi sposoben povedati, a je to nekaj, kar ti je všeč, ali pa to nekaj, kar ti ni všeč, si ne zaslužiš biti stranka. Zdaj, očitno si nekatere stranke predstavljajo to situacijo drugače, ampak jaz bi tukaj vseeno rad izpostavil to, da politični boj in politična kampanja ni samo tisto, kar se bo zgodilo v 30 dneh pred volitvami, torej od jutri naprej, ampak se dogaja ves čas. In pač te stranke so se že dolgo nazaj odločile, kako bodo igrale to igro. No, preostale stranke, ki so odgovarjale, so pa potem odgovarjale na te zahteve in mi smo rekli, ok, če rečeš ja, si rekel ja, nimaš kaj tu za dodajati, ne bomo sprejemali odgovorov, ki rečejo ja, ampak, ker pač, če te jaz vprašam, a mi daš bonbon, in ti rečeš ja, ampak, to pomeni, da jaz tega bombona ne bom videl zdaj ta trenutek in pač to je ne. In želimo, da se stranke tako do teh stvari opredelijo. In zdaj tu smo seveda imeli nekaj težav, ker spet je bilo težko strankam odgovarjati ja ali pa ne, ker so pač rekli ja, mi se s tem ne strinjamo, samo nočemo dati ne, ker pol nas bodo pa vsi hejtali. Kjer je pač spet situacija taka, če vi niste sposobni stati za svojim stališčem, je to vaš problem, ne pa problem nekega vprašanja. In skozi veliko truda smo stranke nekako porinili tiste, ki so se najbolj upirale temu tudi v te okvirje, ker se nam je to zdelo zelo pomembno. In zdaj, volitvomat, kaj je to? To je namesto 138 zahtev, jih vi igrate 41, zaradi tega, ker veliko teh zahtev je bilo pa takih, da so se vse stranke z njimi strinjale. In taka zahteva nima nobene napovedne moči. Če se vse stranke glede tega strinjajo, to ni pomembna stvar za te volitve. Mogoče je pomembna stvar za naša življenja, ampak ni nekaj, kar vam lahko pomaga pri odločanju, za koga glasovati. Tako da igrate 40 najbolj kontroverznih zahtev, torej tistih, ki imajo največjo napovedno moč za to, da vam povejo, katera stranka je vam najbližje, plus ena dodatna, ki sicer se je veliko strank z njo strinjalo in ne pade med najbolj kontroverzne, ampak ko smo se pogovarjali z ljudmi na terenu, so pa vsi konstantno govorili, da jim je to pomembno. Tako da je 41 zahtev ta trenutek. Tako zgleda, ko prijete na volitvomat.si, it's not rocket science, mi smo sicer že malo stari ljudje, ampak ne tako stari. Zgleda kot Tinder. To je ideja. Zdaj pač rečeš ja, to mi je fajn, rečeš ne, to mi ni fajn, ali pa ne vem, lahko stvari preskočiš in potem niso vključene v računanje tega odgovora. In to je to. In to rešujete in zdaj pač to traja, realno pač smo štopali ljudi, veliko ljudi, najhitreje se reši v 4,5 minutah, najpočasneje 7,5, tako da traja med 5,8 minut realno. In kar je zdaj tukaj pomembno je, pri vsaki tej zahtevi, če jih boste reševali, imate na levi strani nek naslov, na desni strani pa specifično dikcijo, kaj mi pričakujemo, zato da slučajno ne bi prišlo do nejasnosti, tako da tudi vi preverite to. Zdaj, volitvomat, mi smo prepričani, da dela dovolj dobro. Od feedbacka, ki smo ga dobili od ljudi, od testiranja je, da pokaže to, kar bi moral pokazati, vsaj za te stranke, ki so sodelovale. Je pa treba tukaj takoj priznati, da niso vsa ta vprašanja idealna ali pa dovolj dobra. Obstaja recimo ena zahteva, ki je bila napisana v nekem specifičnem trenutku, pisale so jo okoljske organizacije in je napisana tako, da bi morali, dokler nekih stvari ne uredimo, uvesti moratorij na jedrsko, fosilno pa hidroelektriko. In zdaj ogromno strank je tukaj dalo odgovor ne, ker bi še vedno imeli jedrsko energijo. Rečemo ogromno, mogoče so bile 3, saj ne vem na pamet. In zdaj tudi veliko ljudi nam je reklo, da je to vprašanje mogoče preveč široko, ker imajo oni specifično mnenje o eni od teh 3 stvari.
In zdaj, mi smo nažalost, ne glede na to, da smo te zahteve pripravljali v javnosti, pa smo vabili ljudi, da nam jih pomagajo sestavljati, in da je to trajalo več kot mesec dni, nismo tega feedbacka dobili pravočasno in zaradi tega je zdaj to vprašanje tako, kot je, ker smo poskušali, ampak smo na koncu ugotovili, da je res sporno, če bi mi to vprašanje probali zdaj razbiti na 2 vprašanji ali pa ga malo reformulirati. Tako da pač vi odgovarjate v dobrem in slabem ista vprašanja, kot so jih odgovarjale stranke, in potem, ko pridete do konca, evo, tako kot vidite, tu dobite še poročilo o vseh podrobnostih nestrinjanja. Torej, povemo vam, lahko si izberete stranko, pa vam povemo, kje se vaše mnenje o stranki razlikuje, kje se strinjate, pa je mogoče stranka dala nek specifičen komentar, ki je zdaj relevanten, ker če vi rečete ne, pa stranka reče ne, recimo temu trojčku, hidro, jedrska pa termo, oziroma fosilna goriva, je mogoče stranka rekla ne zaradi tega, ker ima rada jedrsko, vi ste rekli pa ne, ker imate radi hidro. In je to mogoče še vedno posebna distinkcija, s katero se morate pač soočiti na koncu kviza in sami razbrati z tega, kaj to pomeni. Tako da to je to. In zdaj ključen namen tega je, da se pokaže ljudem, da niso vsi isti. Jaz sem drugače kar šokiran na tem, kako zelo različne kombinacije strank so ljudje dobili. Ker jaz sem bil eden od ljudi, ki so to programirali, pa sem po moje 50krat rešil ta kviz na različne načine. In še danes sem presenečen, ko nekdo dobi nek ranking, ko se je meni zdel nemogoče za odkleniti, ker si ne predstavljam, kako moraš naklikati odgovore, da to pride ven. Ampak definitivno se pokaže, da so med strankami velike razlike in da so te razlike pomembne. In zdaj par stvari, ki smo jih dobili v feedback od ljudi, ki so to reševali. Imamo recimo primer nekoga, ko je bil prepričan, da bo glasoval za eno stranko in je potem še vmes med testiranjem reševal kvizu in ugotovil, da se ta stranka v eni točki ne strinja s to osebo in v tem trenutku je bilo konec, ker je bila ta odločitev tako zelo pomembna za to osebo, da je pač spremenila mnenje glede tega, koga bo glasovala. Potem smo imeli kar nekaj ljudi, ki so sicer bili prepričani, da bodo glasovali za stranko A na podlagi nekega, ne vem, soočenja s tem, kdo so kandidati, kako govorijo v javnosti, kaj jim je fajn, kaj so delali pač med govori v državnem zboru, ampak ko so rešili kviz in se soočili z vsebino te stranke, z njenim programom, s tem, kaj ta stranka dela, so pa ugotovili, da to ni njihova stranka, čeprav jim je mogoče poslanec ali pa poslanka iz te stranke zelo blizu in da je treba zdaj premisliti svoj glas in ga mogoče dati komu drugemu. Pa imamo tudi tretjo skupino ljudi, ki je dobila odgovore za stranko, o kateri nimajo pojma, za katero so prvič slišali. Zdaj, seveda, ko pride Gibanje Svoboda, ki ga nihče ne pozna, je to mogoče malo bolj trivialen zaključek, kot bi bil sicer, ampak še vedno, ne? Tudi s tem se je treba soočiti in tudi to se nam zdi pomembno, da lahko ljudje vidijo, o moj bog, tu so neki ljudje, ki se načeloma strinjajo z mano, jaz pa sploh ne vem, kako jim je ime, mogoče se mi splača še to pogledati. Tako da ja, ful vabljeni, da volitvomat rešite, da ga pokažete naprej drugim ljudem, predvsem tistim, ko rečejo, vsi so isti. Zraven ne pozabiti iti tja, tako kot so rekli, če hočete glasovati s tujine, lahko morate to javiti jutri, za druge stvari so roki malo daljši. To je pa to, kar vam imam jaz zapovedati. Ja. Filip, kaj pa vemo, da še kdo nov prihaja, kako bo pa z njimi? Ja, torej, mislim, vemo, so stranke, ki so se ustanovile takrat, ko smo mi volitvomat že imeli gotov. Te stranke so dobile uporabniško ime in geslo, da odgovore oddajo, takoj ko jih oddajo, se bodo pojavili na volitvomatu in na glasljudstva.si, kjer lahko greste pogledati točne odgovore strank, brez da rešujete kviz. Nimamo pa nobene garancije, da bodo to naredili. Torej, mi smo pač dali uporabniško ime in geslo vsem strankam skoraj, ki smo jih našli. 90 nekaj strank je registriranih, 60 nekaj smo našli njihove kontaktne podatke in težili in potem pač tiste, ki grejo dejansko na državno-zborske volitve, jutri ali po jutrišnjem bomo imeli končni spisek, se mi zdi, ko je treba oddati kandidature. Takrat bomo to zaključili in upamo, da bomo dobili vse te stranke. Ampak recimo, imeli smo nekdaj odgovore od Lide, pa so potem na Lide rekli, da ne grejo na volitve, tako da Lide odgovorov zdaj več ne morete brati, tudi če vas zanimajo, nažalost, ker pač nima smisla. Še kako vprašanje, kak komentar? A je kdo volitvomat sprobal predvčeraj, pa se mu zdi kaj glupo ali pa zelo narobe, pa bi nam rad to povedal?
Ok, to je pol to od mene. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Ok, hvala Filip. No, cool. Pol je pa za ta dogodek načeloma to. Mogoče preden sam, še tako kot smo skupaj začeli, še končamo. A ima še kdo kakšno krajše vprašanje za še Niko, Urbana, Filipa? Še kaj krajšega? Ne, ok, pa bojo tudi čez zdaj malo tukaj, pa jih lahko še pocukate za rokav posebej. Lahko sta še bolj brez filtra, kot sta bila tukaj, tako da je v redu. Ok, zdaj pa, tako kot smo skupaj začeli, bomo zdaj še končali, ker smo prej tako malo svoj glas strenirali, pa zato, ker se mi smo zdaj v tej uri ugotovili, da naš glas pač šteje. Tako da bi vas zdaj ful povabila, da vsi vstanete, ker smo zdaj kakšno dobro urico tako sedeli, pa da se udobno namestite, lahko malo tako poskočite, da vam bo fajn. Ok, zdaj pa spet bomo malo uporabili naš glas, ampak predtem lahko še mogoče čisto hitro gremo čez to vajo, ki jo prej v Metka na zvitku pokazala. Tako da jaz rečem eno stvar in vi rečete nasprotje, ok? Ja? Ne? Ja. Na kavču? Na kavču ne? Ja, super, ok. To, cool. Zdaj pa vas vabim, da ostanete na mestu, kjer ste, pa da zapremo vsi svoje oči. Ok, kar zapremo. Jaz žal vas ne vidim, če imate zaprte ali ne, ampak upam, da imate. Ok, in zdaj smo to dobro uro posvetili eni taki pomembni temi, ki nas čaka še v prihodnem mesecu, tako da lahko malo pač se vrnete nazaj v to, kar vse ste slišali, kaj ste se naučili, ali bilo kaj novega, kako ste se ob tem počutili. Pa lahko zdaj ob tem pomislite na en zvok, ki bi za vas predstavljal to, kako ste zdaj z vsem tem, kar ste slišali. En glas, en zvok, karkoli. Ok. In pa bom jaz rekla 3, 4 zdaj. In ko bom to rekla, bomo vsi naenkrat spustili ta zvok za par sekund iz sebe, da se bo naredila ena taka zvočna slika tega, kako se zdaj tukaj počutimo, pa kaj smo doživeli zdaj to zadnjo uro. Ok. 3, 4, zdaj. Aha. Ok, super. Hvala vsem, da ste prišli, pa se vidimo na volitvah.